Jaz mislim, da je velika čast organizatorja, da je sploh v teh razmerah naredil to, kar je naredil in naredil je brez napake, vsaj do sedaj. In to je en velik dogodek za ljubljanski Fashion Week, za Ljubljano, za Slovenijo in tako naprej, tako da je to zelo pohvalno. Jaz grem zelo rada na te modne revije oziroma zdaj modne prezentacije NTF-ja, študentov NTF-ja, ker vedno vidimo malo drugačne stvari, malo bolj kreativne stvari, mogoče stvari, ki niso nosljive, ampak vsekakor imajo potencial. Jaz mislim, da je generalno poanta vsakega Fashion Weeka, da najde neke nove talente, neke nove mlade upe in na ta način se najbolje predstavijo. Se pravi, Ljubljanski Fashion Week ravno na tem dela največ in se mi zdi, da je to izredno dobro, izredno pomembno, ker to je tudi ena od načinov, kako bodo ti dizajnerji mladi prišli ven. So pa, moram reči, slovenski študentje tekstili zelo nadarjeni. Tako da jaz sem navdušena vedno. Jaz mislim, da so oni v bistvu toliko posebni, da pač s temi svojimi kreacijami sporočajo svoje občutke, svoje doživljanje tega sveta, tako da mislim, da smo tudi tukaj en delček tega videli zdaj. Premika se moda v kaos, tako kot je naprimer takoj po 80-ih letih, ko je bil kaos. 80-ta leta so bile v bistvu še najbolj konkretna leta od vseh obdobij nazaj. Zdaj pa se mi zdi, da je nek nov kaos prišel, ki je zelo dobrodošel, ker je zelo duhovit, ekscentričen in veliko si upajo. In ti študentje bodo nekoč zamenjali te modne oblikovalce, ki jih zdaj gledamo na večjih modnih revijah, ne?